Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pozdravljeni vsi skupaj na novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je z nami Nina Pircov-Dopivec, Project Manager pri Zurich Customer Active Management. Torej, Nina, kakšni so tvoji najlepši spomini na ekonomsko? Meni je bilo na ekonomski ful dober, res. Ful mi je bilo fajn, jaz sem bila na IMB-ju in ful mi je bil všeč program, različne profesorje smo imeli smo tudi tak dober pristop do učenja, ker smo imeli dosti projektnega dela, pa pol smo veliko tudi predstavljali stvari, recimo, ko smo imeli tisti Mercator projekt, smo pač šli pol podjetje predstavljati. Všeč mi je bil ta pač princip dela, kjer si zelo lahko proaktiven, to mi je bilo dobro. Pa tudi zdi se mi, da jaz sem imela ful fajne sošolce, meni je bilo tudi zaradi tega ful fajn, no. Nasploh pa pač res dober program, ful smo se imeli fajn, tako ful imam lepe spomine, res. In če bi morala delati favorites, ne? Ja. Najljubši profesor in najljubši predmet? Ja, meni je najbolj v spominu ostala Tjaša Redek, makroekonomija, pa tudi res mi je bil zanimiv predmet, tako da če bi mogla zbrati enega, bi njo zbrala. Spomnim se pa tudi profesorice Tamare Pavašević-Trošt, ki je bila pa samo enkrat pri nas, pa mi je bila tudi zelo všeč, ja, tako da mogoče bi njo dve izpostavila, sta mi bile ful fajne. Tako hands-on, pa res jih lahko poslušam, no, to mi je bilo ful všeč. Ja, to je veliko vredno, ja. Ja, seveda. No, zdaj, omenila si prej proaktivnost, torej, da ti je bil všeč IMB ravno zaradi tega, ker si bi lahko bila proaktivna. Zdaj, če nekdo pogleda tvoj CV ali pa tvoj LinkedIn, imaš ogromno internshipov, kaj si vse probala in zdaj v bistvu me zanima, a si vedela, kaj želiš delati po končanem faksu? Kakšni so bili tvoji interesi? Ja, mogoče sem mislila, da vem, kaj hočem po faksu, ampak zdajle, ko pogledam za nazaj, nisem vedela, iskreno. Pač tudi, če pogledaš moj CV, tako si rekla, je mogoče sam si misliš, bad, pač kaj je ta razmišljala. Na začetku res vse smeri, ful sem probavala nekaj v HR-u, še preden sem prišla na IMB, sem pač imela kak internship. Pa se mi je bilo zanimivo, ampak tako, da bi pa točno vedela, kaj hočem, pa ne bi glih lahko rekla za takrat, no. Tako da težko bi rekla, da sem točno vedela, kaj si želim po faksu, no. In zdaj, torej, ko si prej omenila pač internshipe, prvi tvoj internship ravno v HR-u je bil v Gorenju. Ja. In kako ti je bilo to? To je bilo že res dolgo nazaj. Zelo administrativno, tako bom rekla, ker je pač, mislim, v HR-u se mi zdi, je ful dobro, če greš najprej čez neke administrativne postopke, zato da res pač spoznaš HR v core. Tako da ja, saj je zanimivo do neke mere, takrat, ko se še učiš, a ne, potem pa jaz sem zelo taka, da mi bo hitro ratalo potem dolg čas, če bo preveč tako eno in isto delo, no. Zato zdaj ne bi mogla reči, da mi je bilo pač top, mi je bilo pa definitivno ful dobro z vidika, da sem se veliko takrat naučila, no. In kaj bi izpostavila, da si se najbolj naučila v Gorenju? Pač vso administracijo v HR-u, bi rekla, ja. Pač vse, kar moraš dejansko vedeti, recimo vodenje evidenc, se bom ko ne bom spomnila, ampak ja, pač v bistvu vso kadrovsko administracijo, recimo delanje pogodb, vem, da smo takrat delali v programu SAP, recimo ta program sem se učila. Ja, saj pravim, to je že res dolgo nazaj, tako da težko ti tule vse izpostavim, ampak ja, no, veliko teh basic stvari v HR-u, no. Ampak definitivno je pa to core nečesa, če hočeš dobro poznati HR, se moraš najprej to do potankosti naučiti, če mene vprašaš, no. Zdaj, potem je tvoj CV poln še drugih HR izkušenj. A si v Gorenju začutila neko iskrico za HR, neko zanimanje, da si potem to šla naprej, oziroma zakaj te je naprej pot vodila v HR? Pa ne vem, če bi glih rekla iskrica, bolj se mi zdi, da pač sem takrat nekaj začela v tej smeri in se mi zdelo pol, okej, bom pač v tej smeri nadaljevala, a ne. Se mi zdelo, ja, mogoče takrat še kar zanimivo.
Tako da, ja, no, najbrž zaradi tega sem potem nadaljevala v tej poti. Torej bolj pragmatična odločitev, kot pa... definitivno. Ne bi si glih rekla, da pa je Magic Spark prišel, pa je bilo wow. Ampak ja, zanimivo mi je bilo takrat še. No, ker pot si nadaljevala pa za internship v karieri v Sloveniji. Ja. Zakaj pa ravno kariera? Slučajno sem videla, takrat se spomnim, oglas in se mi je zdela zanimiva priložnost. No? In je tudi bilo zanimivo. Sicer sem bila samo pol leta tam, ker sem šla na IMB po tistem. Ampak ja, no, tam sem se res veliko stvari naučila. Tam je bilo veliko rekrutinga, veliko je bilo tega iskanja kandidatov za različna podjetja. Vem, da smo veliko delali z Lekom, tam smo hodili še na te assessment centre. Tam sem se tudi ful veliko stvari naučila, ker je dosti bilo takih teskov, se mi zdi, ponavljajočih, tako da si res stvari pač videl eno za drugo, pa večkrat. No, in če bi, na primer, morala primerjati, kako je bilo HR-anje, kako je bil HR v Gorenju in kako je bilo v karieri, kaj bi rekla, da je tisto res glavna razlika? Jaz bi rekla, po mojem to, da meni se je zdelo mogoče od te agencije kadrovski bolj tako vse po nekem tekočem traku, no. Tako je ful hitro so se menjale stvari, hitro za tega si mogel najti, za tega, ful je bilo, veliko si imel teh razgovorov, ful se je iskalo, tudi različne profile, oziroma pač, ja, no, odvisno za katere profile, ker je pač tudi odvisno od podjetja, no, ampak ja, hitreje so se stvari premikale, no, pač v podjetju, tako Gorenja, je pa veliko bilo tega, se mi zdi, bolj drugačen način, no, kot v karieri, no. Na drugačen način, ja. In zdaj, kakšen pa je bil pristop pri iskanju kadrov? Torej, če nam lahko malo odpreš vrata v to iskanje, pa kako si v bistvu razgovori, pa ti profili. Kar je bilo meni zanimivo, recimo na karieri, je bilo to, da smo hodili, vem, da v Lek, oni so rekli assessment center in so, vem, da iskali operaterje in potem so različne profile iskali z določenimi vprašanji oziroma z določenimi nalogami, vem, da takrat. In vem, da se je iskalo neke profile, kjer so ene ženske bile zaposlene in so gledale, ful so mogle biti natančne, ker so gledale skozi neke take čist male provetke, če so te provetke razbite. In vem, da je bilo to tako ful suhoparno delo in pa smo se ful pogovarjali o tem, pač koga v bistvu iščemo. In vem, da takrat smo ful govorili o tem, da najbolj primeren kader bi bila neka šivilja, ko ima ful potrpljenja, pa pač res lahko se osredotoči na eno stvar veliko časa. Tako da, meni se zdi pač pri iskanju, kar sem se tam naučila, je, da si lahko ti ful proaktiven pa zagnan, pa ne boš nikoli dobil joba za neko tako delo, ki je ful suhoparno, ker za tak job boš rabil nekoga, ki je tih, pa ful dolgo lahko sedi na enem mestu. In tisti človek bo zelo, zelo, zelo nesrečen na tem delovnem mestu. Tako da, meni se zdi, da sem se najbolj tam naučila tega, da moraš res zadovoljiti pričakovanja ljudi, no, ko pridejo na razgovor. Zaradi tega, ker če ne boš tega zadovoljil, potem pač bojo ljudje hitro šli ali bojo pa zelo nezadovoljni. Tako da ti moraš v štartu dobro skomunicirati, kaj se išče in pač tudi to prepoznati v kandidatu. In zdaj, kaj bi pa rekla iz izkušenj, katerih kadrov pa najbolj manjka? To se mi zdi zelo specifično, tisto, ko si rekla, nekdo, ko bo zelo potrpežljiv, pa natančen, pa gleda v majhne razpoke. Kje bi rekla, da je največja vrzel pri kadrovanju? Jaz iskreno trenutno No, iz svojih izkušenj, iz kariere, na primer. Kaj je bilo tisto, kar ste največ iskali? Ja, tam pač zelo odvisno od tega, kako podjetje imaš. Zdaj, če iščeš pač tam neke operaterje, zelo različne stvari, no, ampak jaz zdajle ful težko tole komentiram, zaradi tega, ker res nisem že dolgo bila v tem, pa ja, ne bom dala po mojem nekega pravega odgovora. Okej, fair, to je po mojem tudi zelo fluidno, pač odvisno od tega, kakšno je tudi obdobje, pa za razvojem nove službe pa vse. To ja, pa tudi zelo različno od industrije, no. Pač res ful težko zdajle na to odgovarjam, ker že dolgo nisem bila v tem, ampak ja.
No, zdaj, potem po karieri si se potem podala v vode marketinga v L'Orealu. Ja, Zakaj si pa skočila v marketing? Ti je bilo potem to zanimivo zaradi IMB-ja, ko si omenila, Ja. da si potem... točno to. V bistvu sem tam šla na marketing, tisto smer, ko smo mogli pol zbrati. In se spomnim, da je profesor Prašnikar nam poslal, da imajo eno zanimivo priložnost. Vem, da se nas je par prijavilo na ta L'Oreal. Ja, in sem potem dobila to priložnost v marketingu. Ful mi je bilo všeč, zanimivo. Ampak ja, spet čisto nek drug svet, no. Spet je bilo nekaj od začetka, sem se mogla začeti učiti. Se pravi, tako se mi zdi, da sem se malo iskala takrat, no. Ne, da bi rekla, da sem ful veliko stvari vedela, kaj si želim, no, ampak mi je bilo pa pač definitivno zanimivo, spet neko novo področje malo spoznati, no. Pa se tako pravim, ker sem bila na marketingu, sem rekla, okej, se bom mogoče zdaj še malo v to usmerila, pa da vidim pol, kam mi bolj všeč, kam mi bolj leži. Ampak overall pa pač takrat ne veš še najbolj, no. Vsaj meni se zdi, no, da takrat še nisem čisto vedela. Eni že ful vejo, no, ampak jaz nisem ena med tisti. Zdaj, marketing, ko morda človek pomisli, ne, zveni kot bolj kreativno, kot pa HR. Ja. Imam prav? Kako si se našla v tej kreativnosti, kaj ti je bilo bolj všeč? Kreativno, mislim, meni tista priložnost v L'Oreal ni bila toliko kreativna, zaradi tega, ker tudi v marketingu je veliko takih suhoparnih stvari, a ne. Jaz nisem bila v kreativnem delu marketinga. Pa tudi takrat, ko prideš ti v bistvu na internship, pač te bojo res porabili za vse, se prav, a ne, ker se moraš veliko stvari še naučiti, tako da čisto se strinjam in prav je tako. Ampak jaz ja, bi rekla, sigurno je pač bolj kreativno kot HR, ampak je tudi HR lahko zelo zanimivo, no. Tako da ne bi glih mogla reči, da je eno bolj zanimivo od drugega, pa pač ja, marketing gotovo bolj kreativen. In kaj bi rekla, da je tista največja stvar, ki si se naučila v tem prehodnem obdobju v marketingu? V marketingu ali nasploh? V marketingu. Ja. Lahko pa tudi nasploh, oboje bi bilo zanimivo slišati. Nasploh pa ne vem, kaj bi rekla iskreno, kaj sem se naučila. Nimam zdajle nekega pravega odgovora. Sorry. Kaj pa v marketingu? Ne, saj pravim, v marketingu. Nimam pravega odgovora. Zaradi tega, ker, a veš, ti, ko prideš v neko podjetje, pa pač začneš nekaj delati, to je res ful kratek čas. Zdaj, da bi rekla, da sem se ful stvari naučila, pač delanje na nekih tabelah v marketingu. Vem, da sem ful stvari mogla prevajati takrat. Mi je bilo zanimivo vpogled v to. Veliko sem se naučila o lasih. Pač L'Oreal. Ker se spomnim, da sem mogla veliko stvari prevesti, pač v lasih, pa deklaracije na šamponih, ko so jih oni delali, pa take stvari. Ampak da bi pa rekla zdaj spet, da bi ti dala nek tak big odgovor, pa pač ga nimam, no, iskreno. Razumem, ja. Ja, o laseh. Saj mogoče to tudi ni slabo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je dobro, da ti po faksu ne pričakuješ takoj, da boš delal ful neke stvari z big impactom, ker ti moraš v bistvu najprej začeti delati neke male stvari, pa male korake, zato da prideš do nečesa, kar ima res nek velik pač impact. Vpliv, ja. In se mi zdi, da je pač to pomembno, ker če ne si ti zelo, zelo navdušen, ko prideš v službo, a ne, pa lahko hitro pol to navdušenje kar pade, če ti ne dajo takoj ful nekega ogromnega teska, ne. To je v bistvu zelo dober point za vsa študenta, ne, ko imaš feeling, da te faks pripravi na nekaj ful velikega, pa se morda zgodi, da sploh ne delaš v svojem fahu. Kaj pa šele, da delaš nekaj ful velikega, pa da dobiš neko odločujočo vlogo. Ja, saj zato ti hočem reči, da ful ti težko dam pravi odgovor, kaj sem se zdaj tako naučila overall, ampak pač ja, mogoče to je res pomembno sporočilo, no, da moraš imeti pač pričakovanja neko tako na realnih tleh, no. Saj ne bom rekla, da ni tako, da si valjda si moraš želeti ti velike stvari oziroma pač to je odvisno od posameznika, ampak se mi zdi dobro, da si želiš, pa da si ambiciozen, pa proaktiven. Ampak ja, moraš pa tudi vedeti, da se je ful pomembno veliko stvari naučiti, preden začneš nekaj delati, pač bolj konkretnega, no, iskreno. Majhni koraki do velikih uspehov. Ja.
Definitivno. Se tudi, če se pogleda tvoj CV v celoti, ne, se vidijo te majhni koraki, ko so te potem pripeljali do Amazona ali pa potem zdaj tudi v Zurich Customer Active Management. In naprimer, potem je bilo še vmes pripravljeno v Atlantic Grupi, v Futuri DDP. In zdaj misliš, da te je res to neverjetno diverzificirano delo, bi lahko tako človek rekel, ne, v toliko različnih podjetjih. A te je to pripravilo na potem na tako veliko korporacijo, kot je Amazon? Meni se zdi, da me je najbolj pripravilo, da sem v bistvu jaz dojela vsaj približno, kaj bi sploh rada počela. Meni se zdi, da to mi je največ dalo. Jaz iskreno ne štejem vse popriti, da sem imela toliko različnih izkušenj, ker meni se zdi bolj pomembno, da ti nekam prideš, pa tudi malo dlje ostaneš. Jaz sem pa pač, se mi zdi, na začetku milijone enih stvari probala, kar tudi ni dobro. Hitro sem se naveličala, hitro mi kaj ni bilo všeč, kar pač definitivno, jaz bi rekla, rajš pač boljše, da vztrajaš mogoče kje. Čeprav je pa tudi res, da če vidiš nekje, da ti res ni všeč, pa tudi ni zdaj fajn, da greš z glavo skozi zid, ampak da pač mogoče res malo premisliš, narediš en korak nazaj pa rečeš, okej, bom jaz rajš tole še malo pač pomislila, je to dejansko za mene, pa pol vidiš. Ampak da bi rekla, da me je pripravilo to do nečesa, jaz mislim, da me je to peljalo skozi neko osebnostno rast. Bolj to, no. Kakor da me je prav pripravilo, no. Se pa definitivno od vsakega nekaj naučiš, spoznaš ljudi in to je sigurno plus, no. Ampak ja, da bi pa rekla, da si štejem to ful nek plus, da sem imela veliko izkušenj, mislim, veliko različnih priložnosti, pa ne vem, no. Ne vem, če bi to glih priporočila za naprej, ampak pač kakor ustreza. Ja, ker konec koncev tudi sama pri sebi vidim, da res, ko opravljaš neko delo ali pa neko službo, ful moraš tudi gledati na to, kaj tebi da mir. In če imaš ti potem možnost v redu živeti vsak dan, je to ful več vredno, kot pa da se ti vsak dan matraš morda za malo boljšo službo. Ja, res je. Ja, strinjam. No, zdaj, potem si tudi bila zaposlena v Petrolu nekaj časa, ne? Preden sem šla v Prago. Tako, torej koliko je, 3 leta? 2 leti. 2 leti. Zdaj, opravljala si najrazličnejša dela na Petrolu. Kaj na primer si delala? Na Petrolu se je takrat, ko sem jaz prišla, v bistvu ustanovil en oddelek inovativnih poslovnih modelov, se je reklo. In tam smo bili vsi bolj bila je taka zanimiva situacija takrat, zaradi tega, ker Petrol je pač res ful že ustaljena firma z nekim ustaljenim biznis modelom. Praktično ima monopol v Sloveniji, a ne. In je res so hoteli zašiftati, torej spremeniti mindset ljudi, ki tam delajo in nasploh pač Petrola za zunanje uporabnike. In to je bil pač namen teh inovativnih poslovnih modelov, torej elektromobilnost, delali so se različni projekti, mislim, da za ta smart home, pametni dom. Potem jaz sem pa se ukvarjala s tem idea managementom pa s povezovanji s startupi. Torej, res tako različno, pa mogoče je bila moja funkcija takrat malo neopredeljena. Ampak ja, bila je taka zanimiva priložnost, no, pa tudi zanimivo je bilo, ker pač ful težko razložim, ampak je res posebna situacija je bila zaradi tega, ker so ljudje tam bili recimo že, ne vem, 40 let, potem se pa odločili ustanoviti ta oddelek in mi smo bili tam vse na novo, s polno neke nove energije in smo hoteli stvari spreminjati in je bil kar tako malo odpor od drugih v organizaciji. Tako da je bilo kar težko nalogo smo imeli, ampak ja, no, zanimivi časi, bi rekla. Pa Petrol je res tudi tako, se mi vsaj zdi, interno zelo fluidno podjetje, ko se zelo hitro stvari menjavajo. In pa je bilo morda tudi za tiste, ko so tam že dlje, tudi malo težko sprejeti tako veliko spremembo. Ja, definitivno jim je bilo ful težko. Zato, ker pač ti, ko nekam prideš, pa hočeš nekaj na novo narediti, bo vsak rekel, jaz sem tule že 40 let, jaz pač vem, kaj delam, kaj mi boš zdaj ti pač govorila. Ja, seveda, ja. Se mi zdi, da to je bilo ful specifično, pa to je kar težka naloga, no. Ker nasploh te kulturo enega pač podjetja spremeniti je zelo, zelo težko. Jaz se popolnoma strinjam. Ampak zdaj, kaj od tega, kar si pa delala, si rekla, da si bila bolj kot ne, če temu lahko rečemo, deklica za vse neopredeljeno, ne? Kaj ti je bilo pa najbolj všeč pri Petrolu? Katero delo ti je najbolj ustrezalo?
Meni je bilo drugače všeč to projektno vodenje za idea management software. No, to mi je bilo v redu. Je pa bilo veliko usklajevanja z drugimi oddelki. Zaradi tega, ker je bil v bistvu ta projekt deljen med 2 oddelkoma in ja, si mogel biti kar tako malo političen oziroma si mogel malo paziti, no. Pa prilagodljiv si predstavljam Ja, tudi, a ne? absolutno, ja. Ja. Tako da ja, zanimiva izkušnja, no. Sem se veliko stvari naučila, bi rekla. No, in zdaj ravno, ko si omenila idea management software, Ja. to je zveni kot zelo zanimiv koncept. Bi ga lahko opisala v parih stavkih? Ja, torej v bistvu Petrol je imel že prej neki način zbiranja idej, s tem, da so imeli pač malo bolj tak dolgotrajen princip, to se pravi skozi neke obrazce, vse prek nekih papirjev, in so pač hoteli zaposlene spodbuditi k inoviranju podjetja ali pa k nekim malim izboljšavam, s tem, da so omogočili, da oni oddajajo ideje, torej ali pa da predlagajo neke izboljšave, in to je bilo potem tudi neko nagrajeno oziroma bil si prepoznan in neke male nagrade so bile. Zdaj, idea management koncept je v bistvu ravno to, da ti pobereš oziroma omogočiš sodelavcem, torej da oddajo neke ideje ali pa predlagajo izboljšave in potem probaš to tudi implementirati in izkoristiti za torej v prid podjetja. Recimo, če bo neki delavec na bencinskem servisu videl, da za nekaj porabi ful preveč časa, pa da pač bi lahko to stvar bistveno izboljšal oziroma da jo že dela drugače, pač lahko odda na predlog, a ne, in se potem to tudi realizira in pač lahko tudi podjetju veliko denarja in časa prihrani, oziroma seveda. čas je tak denar. In zdaj, definitivno je potem tudi zanimivo razmišljati, koliko si se morda ti pol naučila o razmišljanju ljudi, internih ljudi in inovacij znotraj podjetja. So ljudje naklonjeni temu, niso? Ja, načeloma spremembam nikoli niso ljudje zelo naklonjeni, no, v podjetju, tako da to sem se naučila, da je za vsako stvar, ki jo hočeš spremeniti, moraš ti dobiti najprej neki buy-in od zaposlenih. To je pač res dolgotrajen proces, no, to ni zdaj tako, da prideš pa zdaj pa te bomo pa to pač ful hitro naredili. Tako da, ja, no, sem se veliko stvari naučila o ljudeh, definitivno takrat, ja. Ja. In kaj te je najbolj presenetilo od tega, kar si se naučila? Koliko je težko nekaj spremeniti, iskreno. Ful me je presenetilo, koliko je težko spremeniti stvari, spremeniti v bistvu kulturo zaposlenih. To se mi zdi, da mi je najbolj ostalo tako v spominu, ker sem jaz si predstavljala, preden sem prišla, da je to veliko lažje. Sem mislila, da to je pač neki projekt, ki ga dobiš in ga izvršiš in je pač top. Ampak ja, ni tako lahko. Ja, pa še v korporaciji, kot je Petrol, za to Ja, tisoč zaposlenih, kot ima. Ja, pa sploh glede na to, da je pač res, veliko ljudi je že res dolgo na istih položajih tam. No, vsaj takrat je bilo, ko sem jaz prišla, je bilo tako, ja. No, in kako te je pa potem pot pripeljala v Amazon? V bistvu takrat na Petrolu sem bila potem, mislim, da ja, 2 leti, tako sva prej rekle. Potem je pa moj partner znotraj svoje firme dobil priložnost, da gre v Prago. In sva se takrat odločila, da greva skupaj. Sem jaz dala odpoved, on je šel torej delat tja, jaz z njim, in sem si tam potem poiskala službo. Slučajno sem dobila na Amazonu. In koliko let sta bila potem v Pragi? 2 leti sva živela v Pragi, pol sva pa delala torej od doma nadaljavo, ker je bila vmes torej čas pandemije. To je potem vmes bila korona. Ja, 4 leta sem bila na Amazonu, vse skupaj, ja. Torej, v bistvu čisto slučajno si našla Amazon. In Ja, kako? čisto slučajno. In si hvaležen za to, da si našla Amazon? Ja, ful mi je bilo dobro, veliko sem se naučila. Meni je bila zaenkrat to najboljša izkušnja, kar sem jih imela. Ker je res je ful drugače od tega, kar sem pač delala pred tem. Pa ne vem, nasploh mi je bilo res fascinantno, pač toliko ogromna korporacija, koliko se hitro stvari odvijajo. Ja. In zdaj, torej, kaj točno si delala v Amazonu? Rekla, da si bila project manager. Ja. Kakšen project manager? Jaz sem bila v bistvu projektni vodja v HR-u. To se pravi, ti bom dala primer. HR v Amazonu je zelo tako popredalčkan.
To se pravi, za vse boš imel neke svoje ekipe, data management, recruiting ima svojo ekipo, pay services, tako vse je pač tako po streamih, bi rekla, no. In recimo, če so hoteli narediti neko procesno spremembo ali pa neko izboljšavo, smo mi dobili ta projekt, pač projektni vodje. In smo potem pač probali implementirati to spremembo. Zdaj, primer enega projekta, ko je bil tako malo večji, pa malo bolj tak impactful, v glavnem, da je imel pač malo več impacta, ne spomnim se. Vpliva, pardon. Torej vpliva mi je bil glavno med pandemijo, se je Amazon odločil, da bo izplačal 100% plačo vsem, ki bojo torej zboleli za covidom ali pa pač bili v karanteni, pa zaradi tega ne bojo mogli delati. Torej, ne vem, če delaš v skladišču, ne moreš priti, če si v karanteni. Ali pa pač, da bojo skrbeli za nekoga, ki je prav tako bil impacted by covid. V glavnem in smo mi dobili ta projekt, da pač bomo zdaj implementirali te nove procese, kako bomo to zdaj izplačevali. Torej, Amazon se je odločil, da bo to 100% izplačal, ampak ti v evropskih državah ne moreš, oziroma imaš zelo različne regulative, koliko je plačana recimo bolniška, pa koliko dni imaš. To se pravi, smo mi mogli, mislim, da smo mi imeli 23 držav takrat in smo mogli za vsako državo torej skomunicirati s temi ekipami, kako se bo izplačevalo, na kak način, v katerih primerih bo Amazon dal samo top-up, v katerih primerih bo mogel 100% nadomestiti, plus kako bomo to preverjali. No. Tako da to je bil pač kar velik projekt. Pa pač veliko stvari je bilo treba skomunicirati, veliko je bilo stakeholderjev, ampak to je en primer takega projekta, recimo, ko sem ga na Amazonu delala. Pa še pač različne procesne izboljšave, pač za različne streame v HR-u. No, in torej omenila si, da ti je bilo na Amazonu res super, najboljša izkušnja. Kaj od tega, kar si delala, ti je bilo najbolje? Oziroma, seveda, Praga je bil velik faktor, itak, ker Praga je čudovita. Ampak kaj bi rekla tega, kar si delala? Kaj ti je bilo najboljše? Jaz sem takrat, se mi zdi, najbolj spoznala, da mi ful leži delo projektnega vodja. Meni je to ful všeč bilo. Takrat delati tudi zaradi tega, ker tudi skozi imaš različno delo, no. Ni enega in istega taska, ki ga moraš delati. No, moraš poročati o projektu, no, pa vsak petek smo mogli statuse pisati projektov za pač leadership team, ampak nasploh je pa to zelo raznoliko delo, veliko ljudi moraš usklajevati in meni se zdi, da jaz sem takrat ugotovila, meni to ful leži in res mi je bilo fajn to delati, no. Zanimivo mi je bilo, z velikimi ljudmi sem delala, ful mi je bilo tudi všeč, da sem delala z različnimi temi nacionalnostmi, torej z ljudmi iz različnih držav. Se mi zdi, da nasploh mi je bil ta način dela zelo všeč, no. Se mi zdi, da tako malo bolj široko začneš razmišljati, nisi toliko samo na eno stvar osredotočen, ful pobereš, se mi zdi, različnih stvari, pa tudi načinov dela od različnih ljudi in to mi je bilo na Amazonu ful všeč. Čeprav po drugi strani je pa Amazon tudi tako lokacijsko razvejano podjetje. Je to predstavljalo kake ovire v delu ali ti je bilo to samo dodana vrednost? Ne, ni v bistvu sploh bilo problemov, zaradi tega, ker imajo ful podkrepljeno vse s sistemi in ni nobenega problema, če imaš ti ljudi kjerkoli v bistvu na svetu. Ful je vse narejeno na tak način, da imaš pač klice, no. Kar se je bilo treba uskladiti, pač imaš klic. Kar je meni bilo ful fascinantno na Amazonu, je to, da noben ne zamuja na klice. Vsi so ful točni, pač ni važno, s katerim levelom imaš ti klic, pač noben te ne bo pustil čakati. Meni je bilo to ful, se mi zdi, da to je tako, kaže neko spoštovanje do nekoga drugega, no. To mi je bilo, mislim, nasploh način dela in vse mi je bilo pač res dobro na Amazonu. No, in zdaj, ko si ugotovila, da ti project management ful leži, zdaj si tudi project manager v Zurich Customer Active Management. Kdaj si začela s to službo? 16. avgust, ja. Tako, torej en mesec približno, ne, ker v času, ko snemamo ta podcast, je en mesec približno. Česa se najbolj veseliš te nove službe? Ful se veselim, da se bom spet veliko stvari naučila. To me
to me ful veseli, iskreno. Definitivno se bom mogla, ker sem malo zamenjala področje dela, torej zdaj sem vodila na Amazonu projekte v HR-u, zdaj tukaj pa v bistvu bom bila zadolžena za implementacijo ene aplikacije, no, skupaj z ekipo, no, ker je pač malo bolj velik projekt. Tako da veliko se bom še mogla naučiti, zdaj trenutno imam občutek, da imam ful polno glavo. Mi je pa ful všeč, ker je res dobra ekipa, pa zelo dobro izkušnjo onboardinga sem imela, to mi je bilo tudi ful dobro, no. Tako da se veselim ful. No, super. Zdaj pa morda za na konec, to vprašamo vsakega gosta skoraj. Kakšen nasvet imaš za študente ekonomske fakultete? Kaj je tista popotnica, ki bi jim dala, ko bi rekla, da tudi tebi pomagala v življenju? Ja, jaz bi rekla, da je najbolj pomembno, da si proaktiven. Da tudi, če ti rečejo, da ničesa ne moreš, pa če si ti prepričan, da pač probaš to narediti, no. Meni se zdi, da meni je to najbolj pomagalo. Res, proaktivnost je number one, da kaj dosežeš, no. Nina, hvala, ker si bila z nami danes. Hvala za povabilo.